Spoštovani dragi, verni in neverni, vseh se nas dotika naša usoda prihodnjih generacij in pa seveda resnica, ki nas bo edina osvobodila. In danes se v drugi oddaji soočamo z realno sliko sveta ob našem eminentnem gostu, gospodu Urošu Lipuštku. Prav lep pozdrav. Vi ste to potrdil, kar sva prej govorila, da je na nek način svetovna politika vodena iz centra, recimo, kapitala, če po domače povedano, in zdaj tu je na račun škode na Evrope in Nemčije, recimo kot motorja, lokomotive Evropske unije. Ne? In je to, Evropska unija na nek način bila tudi konkurenca, recimo ZDA, tako da mogoče so tu ti načrti, da Evropska unija ni tako močna in da se tudi oslabi. Kakšni so še nadaljnji načrti, to je zdaj vprašanje. Ampak ravno samo tako je možno razumeti to, kar ste vi rekel, te obrate iz neke zelene politike, vojaško politiko in tako naprej. In tu smo zdaj že tudi na nek način omenili ste evropske volitve. Ne? Zdaj, ali vi še verjamete v demokracijo, če smem reči tako? Zapravi, da je, po domače povedano, da so volitve res volitve, vprašanje, ker imamo navadno zdaj v zgodovino, zdaj, če gledamo, so desne stranke, tako ste rekli, so vedno imele prednost, tudi pri nas na nek način, so imeli visoko prednost, kazalo veliko, to že prej Franciji, Le Penovi, pa na nizozemskem temu, kaj je že, pa ga je potem Rute zamenjal, pa na švedskem je kazalo, da bodo, pa niso. Zapravi, neki čudežni obrati se dogajajo, da se nam omenjamo Ameriko, prejšnje volitve, ko je izgubil Donald Trump. Ja. In je cel kup dokazov bilo, da so bile, mislim, kakorkoli, ne upam niti reči direktno kaj, ampak cel kup dokazov je bilo, da on absolutno vodi in tako naprej, potem se je zgodil obrat. Imamo pa zdaj tudi Evropo. Ali Evropa res zagotavlja interese, se pravi naši parlamentarci zagotavljajo interese evropskih državljanov. Oni so tudi pod strankami, tam združeni, imajo neko strankovsko politiko in dvigujejo roke. Ne? Zdaj, kakšne revolucije tam ne morejo narediti, recimo vidimo, kako nastane vlada v EU, izbere se eden, tisti je potem izvoljen, od treh se izbere eden in on potem sestavi celo svojo vlado, ki potem diktira, parlament pa dviguje roke ali pa ne dviguje. S tem, da sem bil zdaj razočaran nad Evropskim parlamentom, ker smo spremljali to dileme glede cepljenja, pa eni znanstveniki so bili za, eni proti, ampak ti drugi nikoli niso mogli priti v neko javnost. Ne? Da je Evropski parlament imel na glasovanju, da se razodenejo, da se objavijo resnični podatki, kakšna je bila pogodba med Pfizerjem in Evropsko unijo, da se vidi, v kakšni pogoji, kaj je tam pisalo, za koliko denarja in kako, in da se to prečita, da pride to v javnost. Torej gre za ljudi, da ljudje vedo, da pride resnica na dan. In kaj so naredili ti evropski poslanci? Vsi so glasovali, ali pa velika večina vsela proti temu. Zdaj je to vprašanje, ali so te volitve, pa ne samo volitve, ampak to glasovanje, ali je to legalno, ali to kdo v interesu nekih večjih ciljev to spreminja, ali pa so totalno pod neko oblastjo, kajti če to ni volja, da se razodene resnica glede tega, pa da oni glasujejo proti, potem pa ne vem, zakaj se sploh gre v Evropski uniji. Ja. Veste, če ne bi veljel v demokracijo, se jaz ne bi odločil, da bi kandidiral na evropskih volitvah. Jaz mislim, da je vendarle še ostalo toliko racija, pa toliko volje, pa toliko enega demokratičnega vzdušja, vendarle, da se da kaj spremeniti. Jaz mislim, ker če ne, pol je nek avtoritarni sistem, ne vem kakšnega tipa,
v Evropi na pohodu in jaz sem absolutno proti temu, zato sem se pač tudi odločil, da grem na volitve, ampak je pa dejstvo res seveda, da so te v evropski poslanci so v bistvu odvisni od volje svojih central, ker prvič v Ljubljani, kaj jim naročijo njihovi strankarski šefi, in drugič te odgovarjajo tem skupinam, ki so vodene od zunaj, liberalci, socialisti in tako naprej, pa ljudske stranke, mislim. To pomeni, da oni so v bistvu imajo nek zelo omejen mandat in to se vidi, zakaj so tako glasovali, ker jim je bilo tako očitno naročeno. Veste, Kje pa je potem interes in tukaj ljudi? Tako, in Kje je pravica, kje je resnica? Jaz mislim, da tukaj je en velik problem, manjka seveda na strani Evropske unije in na strani njihovih aktov in na strani Lizbonske pogodbe. Jaz mislim, da je to treba spremeniti, da je treba Evropskemu parlamentu dati večjo veljavo. Evropski parlament bi moral biti tisti, ki voli predsednika komisije, pa vse komisarje, ne pa da je to odločala neka najmočnejša stranka in potem ona vse odloči in potem imate to, kar se je zgodilo, da je ona v bistvu se obnaša kot neke vrste suveren, kot neke vrste kraljica von der Leyen, ki nihče nič ne more. Ona je v postopku preiskave strani tožilstva in ona že leto dni pa pol, in ona je sklenila, zdaj je dan že jasno, pogodbo za več kot $1 milijard za ta cepiva proti covidu, z podpredsednikom Pfizerja, z svojim telefonom, sporočili SMS, in ona zavrača, noče dati tega telefona, da bi tožilci, da bi sodni organi videli, kaj sta se dogovarjala in pregovarjala, ona tega noče dati in je ni sile, ki bi jo to preprečila. To pomeni, da Evropa, ki toliko govori o tej politiki, o pravni družbi, o enakosti, si oni pa lahko vse dovolijo. Mislim, tukaj je ta ena velika črna pika nad Evropo in jaz mislim, da mora priti do evropske novega dogovora, da mora biti Evropa, mora ostati Evropa suverenih držav. Jaz nisem da smo zdaj suvereni v tem smislu, da smo totalno suvereni, ker nobena država na svetu več danes ni suverena, če ne drugega zaradi okolja, podnebnih sprememb in vsega tega. To pomeni, mi nekaj rabimo. Mi rabimo neke dogovore na globalni ravni, na svetovni ravni, na mednarodni ravni, ampak Evropa mora ostati branik nekih demokratičnih vrednot in tukaj, jaz mislim, je en velik manjko. Poglejte, da sedanja predsednica, za katero ni jasno, ali bo zgleda, eni mogoče bo, mogoče ne bo, ne ve se, kaj se dogaja v tistih krogih, ki določajo, kdo bo to. Ona se je odločila pred koncem mandata, da bo predlagala Evropskemu parlamentu, da se ustanovi komisar za obrambo. Ampak Evropska unija nima svoje vojske. To po drugem koraku predpostavlja, da bomo imeli svojo vojsko, ustanovili bodo tudi svet obrambnih ministrov, svet predsednikov, ne vem, obrambni in tako naprej, kar pomeni, da gremo v svojo evropsko vojsko. Evropska vojska pa pomeni kaj? To ne more biti neka ustanova, kdo jo bo komandiral, pod katerim nadzorstvom bo. To pomeni, da bomo šli v smeri federalizacije Evrope, da Evropa ne bo več to, kar je danes, da smo prenesli del pristojnosti na Evropsko unijo, ampak to pomeni, da bo federalna tvorba, zato se zavzema predvsem Nemčija, ki je najmočnejša, pa deloma tudi Francija, čeprav je tukaj zdaj že prišlo do določenih sprememb, in to pomeni, da mi kot mala država, pa vse ostale male države, ne bi imeli nobene besede več pri odločanju in sprejemanju najpomembnejših odločitev, če bodo odpravili če bodo odpravili pravico do veta oziroma do soglasja. Če se to zgodi, to Evropska unija ni več taka tista torba, v katero smo se mi priključili. In nažalost, naša politična elita slovenska se je priklonila in sodeluje v tej komisiji, ki razpravlja o tem, na kak način prvo ukiniti načelo soglasja na področju zunanje politike, potem na področju davkov. Tukaj jaz
to podpiram, kar zadeva davke, ker ta kapital privaten se seli iz ene države v drugo in špekulira na škodo nas, volivcev, navadnih državljanov, ampak so Nemci že napovedali, da potem bo to šlo postopoma na vsa področja. To pomeni, Evropa bo postala neke vrste združenje države Evrope, kjer bomo mali samo gledali, kaj se bodo odločali veliki. Drugič vprašanje vojske, pod katerim nadzorstvom bo, kateri bodo jeziki, pod katerim jezikom se bo komandiralo, koliko bomo plačevali, a bomo Slovenci svoje vojake zdaj prišiljeni, če bodo odločili pošiljati v Ukrajino. Saj že se pošiljamo na rob Ukrajine. Kupili smo tudi 2 transportna aviona za vojsko, to pomeni, a bomo leteli, a bo tista aviona letela sami iz Maribora v Ljubljano, ali kaj, ker smo toliko mehni, to pomeni, da bodo za določene druge naloge, to pomeni za neke intervencije izven Slovenije daleč. To pomeni, tukaj se odpirajo neka strateško pomembna vprašanja in jaz mislim, da naše elite niso zrele oziroma da nismo dosegli tisto, kar mene kot državljana najbolj žalosti, je pa to, da nismo dosegli nekega nacionalnega konsenza. Bom rekel, med levico, desnico, med novimi silami, starimi silami in tako naprej. Kam gremo, kaj hočemo? Mislim, tukaj je en velik razkorak, recimo, ker eni so absolutno podpirajo Američane, recimo, v vseh pogledih, drugi so proti. Mi nimamo tega konsenza in drugič, kar mi nimamo v vseh letih našega obstoja si nimamo neke države, za katero bi rekli, da je to naš strateški zaveznik. Zdaj naši politiki hodijo, prej so hodili prva leta v Washington, pa veste, za Washington smo mi tako mehna država, mušica, da se praktično ne splača z njimi sodelovati. Jaz se spomnim, ko je predsednik Kučan bil takrat v Ameriki, pa je lobiral za NATO. Moj Bžežinski, to je bil svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost, odkrito je rekel, veste kaj, zakaj bi pa mi vas vzeli v NATO, je rekel, če bo treba, vas bomo s tanki v 2 dneh zasedli in to je to. A veste, ne pravim, da se bo to zgodilo, ampak mi, male države, nimamo možnosti in jaz očitam Slovenci, zunanji diplomaciji, levim in desnim, vsem vladam, ne vem tukaj nobene razlike, da namesto, da so se vezale ene bi se vezale sem na Washington, pa na Trumpa, pa vidite, da Trump tudi za Trumpa, nismo se mu lahko še tako prilizujejo, nismo zanimivi. Eni bi se vezali samo na Nemčijo, zdaj vsi hodijo, kadar so zvoljeni, Fajonova, vsi ti v Nemčijo, Berlin je zdaj, Berlin postal druga meka. Ne, mi bi morali začeti sodelovati z majhnimi in srednjimi evropskimi državami, tiste, ki so v podobni situaciji, kot smo mi. Pa poglejte, evo, sosedno Madžarsko. Če zdaj, jaz se ne strinjam s tem, kar dela Orban, kar zadeva avtoritarnost, zapora medijev, ampak on je edini državnik, poleg slovaškega predsednika oziroma predsednika vlade Fika, ki se zavzemata za mir, ki se zavzemata za pogovore, ki sta proti nadaljevanju vojne, ki vesta, pa poslušajte, dve slovanske nacije, Rusi pa Ukrajinci, ki so del enotnega zgodovinskega, etničnega, jezikovnega, če hočete, prostora, se na živo in mrtvo tepeta do to zadnjega človeka, za katere interese, za interese svetovnega kapitala, da ne rečemo ameriškega kapitala. In tukaj je to, in če pa vi zdaj rečete, da je Orban, njegova politika pravilna, ste pa označen za ne vem kakšnega sovražnika Evropske unije, zato ker nasprotuje tej vojni. Zakaj? Kaj je Evropa? Kaj je te državnike privedlo do tega? Je res, vsi so bili rojeni, tako kot mi po drugi svetovni vojni in si niti ne predstavljamo, kaj pomeni doživeti vojno. Ampak vendarle, oni govorijo o vojni kot neki normalni zadevi in zdaj bomo plačali prvo 2% nacionalnega bruto proizvoda za vojsko, pol zdaj govori že o 3% bruto proizvoda.
kaj pa, evo, imamo mi blazne probleme z javnim zdravstvom, kaj se nam podira, s šolstvom, evo, več kot tretjina upokojencev v Sloveniji ima take nizke penzije, da ne more preživeti, namesto da bi se na to skoncentrirali, bomo zdaj kupovali orožje in seveda veste, kje orožje bomo kupovali v Ameriki, pa v Nemčiji. In še ena stvar se je, veste, zgodila, o čemer se veliko ne godi. Nemčija je zaradi tega, ko je podlegla ameriškem pritisku in začela omejevati gospodarsko sodelovanje in s Kitajsko in seveda z Rusijo zaradi tega embarga, se je pojavilo nekaj. Okostje nemške industrije je avtomobilska industrija. In ta je propada. In Kitajci so se razvili, Kitajci so začeli delati boljše električne in druge avtomobile, kad jih dela, in to se je postavila konkurenca. Nemčija ne more na tem področju več konkurirati. In kaj se je zgodilo? Nadomestili to, Nemčiji ne bomo mi več kupovali Volkswagenove avtomobile, ampak bomo kupovali tanke pa nemško orožje. Krupp bo začel delati spet tanke, tisto, kar je delal pred drugo svetovno vojno, in bomo kupovali, in na ta način bo Nemčija verjetno uspela, ali pa saj nadajajo si, uspela premagati to gospodarsko krizo in gospodarski zastoj, ki ga danes ima. To pomeni, neki novi procesi so se začeli odgovarjati, in jaz mislim, da nažalost naši politiki niso na ravni tega, da bi se zoperstavili temu, da bi vodili neko res avtonomno politiko, ker mi jih nismo zvolili zato, da bodo ali hlapci v Washingtonu ali pa hlapci v Berlinu, ampak zato, da bodo skrbeli, da bo Slovenija država, ki se bo razvijala in kjer bo vladala demokracija. Omenili ste, da boste kandidiral med ostalim za parlamentarca v Evropo. Pa mogoče to malo povemo, ne, tudi ljudem, ker smo pred samimi volitvami. Torej, kako vi si predstavljate vašo kandidaturo? Kot popolnoma samostojni ali v okviru neke stranke, ali vas podpirajo vaši somišljeniki? Torej, kako želite priti na to prizorišče Evrope? To je prvo vprašanje. Drugo pa, kako mislite, da boste lahko kaj tam naredil? Če boste sam, torej koliko boste lahko uspešni? To sta dva zelo ključna vprašanja. Prvič, jaz sem frustriran s tem, kaj se dogaja na svetu, kaj se dogaja v Evropi. Absolutno Evropa ni več tisto, kar je bila, ko smo se mi priključili. In tudi to, kar se dogaja pri nas doma. Zdaj smo Golobu dali blazen poudarek, pa nas je razočaral, pa je prej nas desnica razočarala. Nimamo nekega nacionalnega soglasja, in jaz sem pač rekel, nekaj moram še v življenju narediti, saj poskušati spremeniti za naše sinove in hčere in za njihove vnuke, ker to, kako stvar gredo danes, to gre v smer vojne. Najmanj neke nove evropske vojne, to oboroževanje čez vse meje, in to je treba absolutno preprečiti. No, jaz sem zato, ko sem se za to odločil, jaz sem, veste, to dosti premislil, a bom ali ne bom, ne zaradi let. Zdravje, če ne bi bil dobrega zdravja, se za to sve ne bi odločil, ker vem, da to so napori, ampak sem tudi premislil in sem prvo načrtoval, da bom neodvisen sam, svojo listo. Na kar sem jaz to se posvetoval in natančno analiziral, in sem gotovil, da praktično naš volilni sistem absolutno je naklonjen samo političnim strankam, nikakor pa ne neodvisnim kandidatom. Moral bi zbrati, brez tega, da imaš kakšno mrežo, 3000 podpisov v dobrem mesecu dni, kar je nemogoče to dobiti, ali veste, ker moraš iti na občino in tam čakati pol ure ali koliko je treba, da ti to podpišeš, ker so tudi sistem tako naredili, da namesto danes, da bi lahko po kompjuterju digitalno to naredil, bi bilo lahko, to je pol... To je za nalašč. Tukaj za nalašč. Da so stranke, ki so pod neko disciplino tudi lahko samo potem pridejo. In drugič, tisti, ki te gre podpisati, morajo vzeti dopust ali ne vem kaj, to ni enostavno. Vsi so ljudje zaposleni, prezaposleni. To pomeni, gotovil sem, da je praktično to nemogoče.
sem pa pristaš tega, da spuščaj se samo v bitke, ki jih lahko dobiš. Tu fu, kitajski filozof. Ampak, zakaj? In potem sem se odločil, da bom šel, mene so, bom povedal, praktično vse stranke leve od Srodinov povabile. Vse. Pa so mi nudile prvo mesto, drugo, vse mogoče, ker pač imam neke mednarodne izkušnje, toliko izkušenj mednarodnih, pa tudi izobrazbe, pa še nekih povezav, ki jih imam zunaj. Praktično ne vem, če ima še kdo, ali pa mogoče ima par ljudi ima. To pomeni, da sem neka oseba, ki, če se za to odloči, ima neke možnosti, da je izvoljen. Drugič, jaz sem bil tudi v Združenih narodih več kot 10 let in vem, kako te stvari delujejo. Nimam nobene treme nastopati na takih mednarodnih forumih. To pomeni, bi zelo suvereno lahko nastopal in to verjetno tudi v očeh ljudi neki šteje, da bi nekdo se postavil, ne da govori samo tisto, kar mu naročijo, ampak da izrazi tudi voljo ljudi, ker jaz trdim, Evropska unija nam je bila ukradena in jo je treba vrniti nazaj ljudem. Mnogo, ko sem to ugotovil, sem pa videl, da zdaj, če grem, lahko bi šel na listo nekih tistih parlamentarnih strank, odločil sem se, da ne grem, ker nočem, ker ima vsaka imela nek problem. Eni so za vojno v Ukrajini, jaz sem absolutno proti vojni, eni niso do danes mogli izgovoriti besede genocid za tem, kar se dogaja v Gazi, so mlačni in tako naprej in sem ugotovil, da jaz svojih življenjskih principov ne bom žrtvoval in jaz ne grem tja ne zaradi kariere, ne zaradi denarja, jaz grem zato, da bi se nekaj spremenilo. Zato nisem pripravljen delati takšnih kompromisov. To pomeni, po vse te stranke sem ugotovil, parlamentarne stranke, adijo, ne morem. No, in potem, ko sem tako razmišljal, sem videl, se pogovarjal in sem tudi bral te programe in sem ugotovil, da imata dve neparlamentarni stranki, 3 so bile. To je Dobra država, ki je bila protikorupcijska. Ja. Še obstaja, ampak ne več ko. Potem Desus, ki je imel velike notranje težave, ki se danes pobira iz tega, mislim... Bi lahko predsednik Desusa zdaj, ko so takšni problemi. Veste, nimate ambicije. Se razumem, pač želite dobro narediti. Ja, ampak to je notranja politika, s katero se nočem ukvarjati in tudi to mi je premehko. Ja, seveda, vi ste bolj svetovni. Bolj globalno stvari gledam, bi pa sodeloval v neki obnovi, da se zgradi neka solidarna medgeneracijska stranka, razumete, to sem. Tretja je bila Dobra država, to je ta žvižgač, Gale bil, no in tukaj smo se, potem sem gotovil, da so naši programi zelo podobni, smo za mir, sodelovanje, sožitje, tudi proti tem ideološkemu obračunavanju tem med enimi in drugimi tlele v Sloveniji. In sem potem, smo prišli do tega, da sem jaz ustanovil svojo listo, moja lista, ki jo podpira ta Dobra država in Desus. Naša prihodnost se je omaknila, ker nimajo čist nič denarja oziroma nimajo, no, in pač vsakdo mora nekaj žrtvovati tudi na tem področju, čeprav bo naša kampanja minimum od minimuma, tudi to, kar jaz že potujem po svetu, predavam, ne po svetu, po Sloveniji, to vse jaz sam plačujem iz svojega žepa, tako da to je minimalno, kar je možno, no, ampak tudi tukaj je problem. Problem je, ker morajo neparlamentarne stranke, niso izenačene s parlamentarnimi, ampak moraš dobiti tudi glasove volivcev. In mi zdaj, ker sta dve stranki, rabimo 1500 glasov od volivcev. Zdaj pa spet dober mesec dni treba, da ljudje grejo, da te podpišajo, da dobiš to, da dobiš te glasove. To pomeni, prvi test je že to, ali bomo dobili dovolj podpisov, ker nad zunaj izgleda to, če bo prišlo 500 000 ljudi na volitve, 1500 je malo. Ampak ko začneš pa to ti zbirati, te glasove, pa vidiš, da je vsak rabi 1 uro, 2 ure te posvetiti svojega delovnega časa, da gre na občino to podpisovati, je pa to seveda čisto drugo vprašanje, koliko delovnih ur je
izgubljenih in to je seveda čist namenoma narejeno za to, da bi politične stranke, te etablirane, ohranile svoj monopol. To pomeni, jaz sem se kljub vsem temu odločil, smo aktivni, jaz potujem tle po Sloveniji, predavam, ljudi pozivam, dajte pridite, evo, pa dajte soglasje. Nekaj ljudi me je vprašalo, a zdaj te podpiramo, kaj ti govoriš, ampak boš ostal tak tudi, ko boš v Evropskem parlamentu, in jaz njim rekel, absolutno, če tisto, kar si se za principe začel življenje boril, jih ne bom zdaj dal na oltar ne vem koga, karijere, ker je itak ne mislim več delati. In drugič, jaz mislim, da ljudje v moji starosti ne spreminjajo več kar tako stališče, ker neke spodne hlače mislimo. Veste, to je pač situacija tako da sem jim absolutno napovedal, da bom ostal pač takšen, kot sem, z svojimi plusi in vsak človek, kot jaz, kot imam tudi seveda minuse. Tega se mora človek zavedati samo. Ta nad nami ima vse ingerence, vse znanje in vso milost, ki se lahko misliš. No, kar pa zadeva, kako bom, če bom zbran, kako bom sodeloval. No, to je bilo pa naslednje bistveno vprašanje. Ko sem pregledal vse programe teh liberalcev, ljudske stranke, zelenih, sem videl, da mi niti en program ne ustreza, ker vsak ima neke pomanjkljivosti. Ljudske stranke, pa te liberalci, pa tudi socialisti se zavzemajo za nadaljevanje vojne v Ukrajini. To je moja centralna tema. Takoj ustaviti pobijanje med ne Ukrajina, poslušajte, Ukrajina je izgubila vse mlado prebivalstvo, mladih fantov, ne bo več. Ukrajina se ne more pobrati kot narod več. To je v bistvu neke vrste posredni genocid, kar se dogaja v genocid. Zato, ker ima Ukrajina danes najnižjo stopnjo prirastka prebivalstva, tako imenovano fertility, to pomeni rodnost. Ena ženska v Ukrajini rodi tam mogoče že nekateri pravijo pod 0,1, pod 1%. Da se pa ohranja narod ali pa vrsta, je pa 2,1. 2,1. Tukaj je pa pod in nižjo rodnost. Pravijo, da ima danes, to je dejstvo, Ukrajina najnižjo rodnost na svetu, še nižjo kot Tajvan pa kot Južna Koreja, ki sta druge dve države, ki sta na isti ravni. To pomeni, absolutno je to treba prekiniti, ker veste, tudi to ozemlje, zdaj je to boj za ozemlje, za hegemonijo. Ja, tudi mi smo izgubili, poglejte, kaj smo izgubili. Izgubili smo Trst, izgubili smo Primorsko, Gorico, Celovec, gor. Malo je manjkalo, bi tudi Prekmurje izgubili, pa smo se kot nacija prebrali. Spremenijo se druge okoliščine in se to tudi spremenja, pa kot življenje ti izgubiš, je konc. In jaz vidim tudi z našega zornega kota, z mojega, za mene so prijatelji ljudje, tako Ukrajinci kot Rusi. Jaz ne vidim nobenega gojim sovraštva, da bi in težko gledam to pobijanje med enimi in drugimi za interese tretjih ljudi. Veste, da imamo v zvezi s tem, se spomnil eno stvar, ko je bila leta 1900 tako imena boksarska vstaja na Kitajskem, je Slovenc in tam je tudi Avstro-Ogrska poslala Marijo Terezo križarko, pa poslali so 200 ali 300 soldatov, teh huzarjev madžarskih tja dol in postavilo se vprašanje, kakšna bo, ali naj Slovenci oziroma Avstro-Ogrska sodelujejo v tej neokolonialni ekspanziji na Kitajsko. In veste, kaj je Slovenec pisal? Za katerega to je bil v bistvu recimo uraden glasnik katoliškega krila, ki je bilo bolj konzervativno kot liberalno. Oni so rekli, ne bomo se borili za interese angleških pa britanskih trgovcev, Kitajsko je treba vrniti Kitajcem. In celo tako daleč so rekli, kaj bi se zgodilo,
ker so bili tam te misionarji in cela stvar se je začela, ker so Kitajci tam v staji en par teh misionarjev ubili. In so rekli, ampak veste, kaj bi se zgodilo, če bi te budistični menihi prišli v Slovenijo pa začeli govoriti, da vaša vera ni nič uredna, prekrstite se oziroma pridite, no kaj bi mi naredili? Isto bi naredili. To pomeni, treba je spoštovati te narode in jaz sem bil zelo presenečen. Prvič, da je cenzura Avstro-Ogrska to spustila, da so pustili, to pomeni, ker vsi smo govorili, to je ječa narodov, neč se njima, evo, to so pustili. In drugič, da so to objavili, da je to Slovenec objavil in da so se Slovenci postavili na stran takrat Kitajcev, ker takrat se je začelo obdobje velikega ponižanja Kitajske, ki je trajalo do 49. leta, do komunistične revolucije na Kitajskem. No, ampak tukaj je to pomeni, da smo se mi postavili na pravo stran zgodovine in tudi danes se moramo postaviti. A veste, ne moramo mi v Rusiji, naš odnos do Rusije mora biti neka konstanta. Veste, vlade se bodo zamenjale, veliki bodo, enkrat se bo vojna v Ukrajini končala, veliki bodo med sabo po neki nujni logiki morali urediti odnose, ker če ne bo svetovna vojna, atomska vojna je konc vsega, to pomeni, veliki se na koncu bodo na nek način morali sporazumeti, kot so se v času hladne vojne. Ampak, malim pa ne bodo pozabili, kaj je za Rusijo ena mala Slovenija, nič. In mi, če pride do preturbacij, ker lete, zdaj se že govori, če pride Trump na oblasti v Ameriki, ni več povsem jasno, ali bo NATO obstal. Če se Amerika iz NATO umakne, veliko to pomeni, če gre NATO po vodi, če se povečajo razlike in že danes imate v NATO nesoglasja, ki se povečujejo, ta se bodo prenesla tudi na ravn Evropske unije. Če pride do krize v Evropski uniji oziroma če se odpre z razpadom, recimo upam, da se to ne bo zgodilo Evropske unije, znova mejno vprašanje meja v Evropi, ki so bile postavljene po drugi svetovni vojni, so lahko naše vse meje, ki jih imamo danes odprte, še posebej, ker imamo mi slabe zgodovinske izkušnje. Poglejte, z Italijo smo imeli do Rapala, kaj se nam je zgodilo z plebiscidom na Koroškem, Madžarska goji trianonske meje in tako naprej in se postavi neko vprašanje Slovenije. In tukaj je največji problem, da mi Slovenci nimamo nekega strateškega dolgoročnega zaveznika. Nažalost, ga nimamo in tukaj je veliko vprašanje. To pomeni, mi moramo gojiti zaradi našega geopolitičnega položaja in majhnosti dobre odnose z vsemi velikimi silami. In je nespametno, da se zaradi neke vojne, na katero mi nimamo vpliva, absolutno se pove Rusom, nimate prav in se namesto, da pošiljamo orožje v Ukrajino, pošiljamo humanitarno pomoč, ne pa da bodo tudi naše roke okrvavljene, ker mi dolgoročno moramo imeti dobre odnose tudi z Rusijo in tudi s Kitajsko. In tukaj vidim, tukaj se moji pogledi bistveno križajo s tem, kako vodimo mi politiko, ampak veste, to zdaj ne velja samo kot kritiko sedanje liberalne ali kakršnekoli koalicije, ki že to velja tudi za prejšnjo vlado Janšo, ki se je pa preveč na Ameriko navezala. Mi moramo gledati naše strateške interese, čeprav je res, to je pa treba povedati in priznati, Amerika je 3-krat v naši zgodovini, nedavni, bistveno odločala o naši usodi. To je bilo v prvi svetovni vojni na Pariški mirovni konferenciji, ko je Wilson odločil, da bo plebiscit, pa je Wilson dopustil Italijanom, da so potem zasedli vse ozemlje, ki je bilo določeno s tajnim londonskim paktom. V drugi svetovni vojni, ko so priznali Jugoslavijo in so pomagali tudi osvobodilnemu boju, in tretjič, ko smo se osamosvojili, šele ko nas je priznal Washington, smo stopili v Združene narode in postali enakopravna država. To pomeni, da mi moramo gojiti dobre odnose tudi z Ameriko. Ni pa nujno, da na vsak miglaj mi naredimo to, kar nam ukažejo.
Absolutno moramo gledati, to je pa umetnost politike, veste, diplomacija, to je umetnost, to ni samo od danes do jutra, to moraš ti imeti dolgoročne interese in diplomacija, to je umetnost možnega. In tukaj smo mi pa morali imeti zelo slabi in tisto bi še enkrat ponovil, kam bi morali mi iti. Mi bi morali začeti sodelovati z majhnimi in srednjimi državami Evrope, ne da ustanovimo nek blok, ampak da postanemo neka sila, ki lahko vpliva tudi na delovanje Evropske unije, kot mi, kot Slovenija, praktično ne moremo sami sodelovati. No in če se vrnem zdaj na koncu, da vam še na to vprašanje odgovorim, kako bom jaz sodeloval v Evropskem parlamentu, priključil se bom skupini neodvisnih poslancev, kar pomeni, to je majhna skupina, ampak ne bomo glasovali z vsem tisto, kar podležejo strankarski disciplini, stranke, ki so ali v Aldi ali v skupini ljudskih strank, zelenih in tako naprej. Ampak ne glede na to, če bo dober predlog in če bo to odgovarjal našim nacionalnim interesom, jaz se bom posvetoval s političnimi strankami, predvsem tem dvema, pa tudi drugimi, kako glasovati, če bo to ustrezalo našim nacionalnim interesom. Bom glasoval, pa kdorkoli bo ta predlog dal, ne bom pa podlegal neki strankarski disciplini. Ja, hvala vam, pokazali ste vašo načelno držo, tudi za interese Slovencev in tudi držo nekako poštenosti, zdrave pameti in želimo vam, tudi jaz osebno, veliko uspeha na teh volitvah. Recimo bi vprašal vas tudi tole, prej ste omenil papeža, da se vam zdi, da je on edini zdaj glas bil celo v svetu s tem pozivom na prenehanje, prelivanje krvi in pa na poskus neke rešitve s pogovori, pregovori, ne vem, kakorkoli, da drugi vsi pozivajo na vojno, bobnajo na vojaške bobne. Torej, zdaj je tu tudi vprašanje cerkve in cerkvenega nauka oziroma cerkvenega stališča. Cerkev je, kakorkoli so seveda napadi na cerkev in tudi v svetovnem redu, mislim, da ni predvidenega nekega mesta za katoliško cerkev, kakor tudi ne, vsaj v končni fazi, za neke druge vere. Vse bi naj bilo ena vojska, ena oblast. Eni imajo, eni pa nimajo, ne? Eni bodo srečni, ko ne bodo nič imeli. In potem ena vera ali kakorkoli bo to. Ampak vseeno lahko rečem, da cerkev, kljub vsem tem raznim napadom, ker mediji tudi vemo, čigavi so, še vedno zagovarja Božje zapovedi, ki so tudi vrednote, od katerih lahko živimo, v kateri nam pravzaprav edine omogočajo neko življenje, kljub, se pravi, nekaterim resničnim problemom, ki tudi so v cerkvi in tudi resnični glede na medijsko kampanjo, ki je zelo kontra, ampak še vedno zagovarja te vrednote. Ampak se vam zdi, da nimamo tudi neke krize vrednote zdaj v svetovni politiki, ne? Tam gre za tisto ubijanje, recimo medsebojno pobijanje, potem gre za interese zemlje, kraje, po domače povedano, pa gre zdaj za to vojno v Gazi, ki je nesorazmerno, recimo, brutalna. Tudi žalostno to, da so tisti, ki so takrat plesali, so za Palestino plesali tam, ne? In so potem tile vdrli, mogoče so jih celo žrtvovali, da bodo lahko šli v to. Torej, potem pa vsa ta morala, ki nas zdaj nekako bombardira, ali vidite v tem svetovnem dogajanju tudi krizo morale, ki bi naj cerkev, absolutno jo tudi zagovarja,
in hoče živeti, veliki večini. Vidite krizo morale, ali smo izgubili moralni kompas tudi v tej svetovni politiki? No, jaz mislim, da smo absolutno izgubili, da je kriza morale je vzrok, da se to dogaja. Poglejte, tudi tukaj je papež absolutno, kot sem rekel, edini evropski in svetovni politik, ki govori v prid miru, ki je stopil čez meje te pragmatične vsakodnevne politike, ki vidi, ki objokuje vsakega mrtvega, naj si bo to Palestinca, naj si bo to Rusa, naj si bo to Ukrajinca in tako naprej. Ampak dejstvo je seveda, da papež nima, pa nažalost tudi katoliška cerkev v tem pogledu nima več takšne vloge, kot bi imela, čeprav pogledajte, Biden je katolik, pa ne posluša svojega papeža. Če bi bili to bivši časi, bi ga papež lahko ekskomuniciral. Danes mu ne pade v glavo, drugič tudi ne vem, ali za papežem stoji ves vrh katoliške cerkve. Ne vem, jaz se s to ne ukvarjam, ampak verjetno upam, da stoji, ampak je tukaj še ena stvar, da je prišlo v teh, po eni strani upada pomen krščanstva, posebej v Evropi, in krščanstvo se seli zdaj v glavnem recimo v Afriko in je samo vprašanje časa, kdaj bo en iz Južne Afrike, ali ne iz Južne, iz Afrike postal papež. In po drugi strani pa narašča vpliv fundamentalističnih sil, posebej kar zadeva islam in tudi kar se je zdaj zgodilo v Izraelu. Islam sledi nekemu procesu, islam ni imel proti reformaciji vsega tega, kar smo mi doživeli, in je zdaj na tej stopni in je prišlo do začasne prevlade fundamentalističnih sil. To pomeni, oni so govorili, ne da se današnje življenje, ne da se vera prilagodi današnjem življenju, ampak obratno. To pomeni, da se življenje mora prilagoditi tistemu idealu, ki ga je Mohamed razlagal. Podobno se je zdaj zgodilo tudi, kar zadeva Izrael. V Izraelu so prišle danes na oblast najbolj skrajne cionistične, fundamentalistične sile, ki pridigajo, da so Izraelci, Židi, izvoljeno ljudstvo, da jim je Bog dal to zemljo, da so samo oni tem, da ni nobenega drugega, črpajo to iz stare zaveze in tako naprej. In oni celo za vsakega, ki ga ubijajo in pa odstranijo, ne čutijo nobene moralne krize. Nič. Vse pobi, tam pa Ramaleko pobi ljudi, žene, starce, dojenčke, koze, vse svoje nasprotnike. To pomeni, prišlo je tudi v Izraelu do absolutne nemogoče situacije in zanimive nekaj, recimo, da v Židi v Ameriki, en del na vzhodni obali, so zelo proti temu, proti vladi. Proti sionistom. Ampak židovski kapital pa ni, ker židovski lobi to odloča. In pogledajte, v Ameriki je to tako, da nihče ni izvoljen v ameriški kongres, ki nima podpore židovskega lobija, denarja, ker so volitve postale tako neizmerno drage v Ameriki. To pomeni, odloča kapital, tukaj ga imajo največ Židi in zato seveda danes židovski ta lobby odloča. In te liberalne sile znotraj židovskega lobija so premalo močne, da bi uspele spremeniti politiko Izraela, da bi bila bolj miroljubna, in prišlo je še do nekega negativnega zasuka v Izraelu, da praktično prej smo imeli včasih laboriste, liberalce, danes teh ni več. Ko je Šimon Peres umrl, predsednik, je to zamrlo. Te sile so praktično umaknjene z političnega prizorišča in danes je neka nemogoča situacija. Včeraj sem pa prebral, da podatek, da 75% Izraelcev danes meni, da Izrael bi lahko še hujšo silo uporabil v čiščenju Gaze. Zamislite si, celotna javnost podpira ta genocid, ki se dogaja. To pomeni, prišlo do take nemogoče situacije in
vsaka vojna se bo končala, tudi to se bo končala, ampak posledice bodo dolgoročne. In tukaj je, moralna kriza sveta je absolutno. In dokler se svet ne bo iz te moralne krize izvil, jaz mislim, da nam ni rešitve. In tukaj bi morale vse svetovne religije, vse, stopiti ven, vplivati na svoje vernike, da se to absolutno spremeni. Tudi pravoslavni imajo ta problem. Zaenkrat se je izstopil iz tega samo papež. In jaz upam, da bo še dolgo živ in da ga bodo te politiki, upam, začeli upoštevati. Ker so tudi spremenili to, kar je on zdaj rekel, so mu podtaknili, da je on za kapitulacijo, da je stopil na rusko stran in tako naprej, kar seveda ni res. On je samo za mir in vsako življenje je dragoceno. In to je to. In jaz sem, ne vem, včasih sem optimist, včasih sem pesimist, na koncu človek mora biti optimist, ker če popustiš nekemu pesimizmu, pol je konc. Recimo ravno Jezus je hotel to rešitev, da bi spremenil srca, da bi se ljudje odločali, tako kot vi pravite, ne za pesimizem, pa ne za zlo, da ne bi prodajali svoje duše, svoje poštenosti, svoje dolžnosti za denar, da se ne bi prodali za denar in za oblast in podobno. Hotel spremeniti srca in seveda je to neki dolgotrajni proces. Vprašanje sedaj v tem trenutku, koliko je to možno. Govorili ste tudi o nevarnosti prihodnjih časov. Mislim, da smo precej široko zajela v teh dveh oddajah situacijo danes v svetu, pa bi vas samo še vprašal, kaj pričakujete v tem letu še, pa naslednjem letu, kaj se bo kaj dogajalo, oziroma ne če napovedujete, ampak kar se lahko zgodi, in pa še, kaj nam, preprostim ljudem, ki jemo, pijemo kavo, delamo svoje delo, skrbimo za vnuke ali za otroke, ki smo v službah, ki so ljudje, ki so v družinah, ki so v skrbi za svojo prihodnost svojih otrok, torej glede teh dveh zadev, glede prihodnosti in pa kaj naj naredimo. Kako bo letos potekalo? Dogajanje je seveda zelo težko napovedati. To jaz mislim, da je nemogoče. Ve se nekaj, da nobena vojna ne traja neskončno in tudi, recimo, če začnem pri Ukrajini, mislim, da bo prišlo do tega, da bo ukrajinska vojska popustila, da ni možno, one nimajo več dovolj ljudi, da bi jih pošiljali na fronto. Rusija po drugi strani ne bo dopustila, da bi to zamrznen konflikt in tukaj je ena velika nevarnost, da eni trdijo, da bo prišlo do neke vrste scenarija Severna, Južna Koreja. Rusom to ne ustreza. Rusi ne bodo hoteli imeti na svojih mejah neko državo, ki bi lahko, tako kot Severna Koreja, zmeraj nagaja jugu, da bi se to dogajalo. To pomeni, je prevelika, to ne bodo dovolila, kar pomeni, da se bo stvar nadaljevala. Jaz mislim, še nekaj časa. Rusija je pokazala, da je gospodarsko, vojaško in sposobna. NATO se je zaletel in jaz mislim, da je to, kar se bo zgodilo v Ukrajini, lahko vpliva tudi na to, da bo NATO ne samo izgubil vojno, ampak da pride do velikih nesoglasij znotraj, ki se že kažejo, tudi med Francijo in Nemčijo. Recimo francoski predsednik bi kar evropske vojake poslal kje na fronto dol, nemški je vendarle zaradi tega nemške zgodovine malo bolj previden na tem področju. Potem baltske države bi absolutno nadaljevale vojno do konca zadnjega Ukrajinca ali pa do konca Putinovega režima, kar se seveda ne bo zgodilo, ker je treba nekaj vedeti. V klasični vojni, kot je ta, neka država ne more zmagati z državo, ki je večja in ki ima atomsko orožje. Ali je možna dolgoročna rešitev? No, jaz mislim, da
to bi si vsi želeli, ampak jaz mislim, da se to zaenkrat ne bo zgodilo, da bo Ukrajina neka rak rana za stabilnost Evrope in da dokler to vprašanje ne bo rešeno, ne bo Evropa stabilna. In jaz mislim, da mora priti do neke vrste novega dogovora o neki novi varnostni strukturi Evrope, ki bo omogočala stabilnost in ki bo omogočala normalno sodelovanje in sožitje med vsemi državami, ki bo garantiralo zemeljsko nedotakljivost, suverenost vseh držav, tako Ukrajine kot tudi Rusije, kar pomeni, to bo zdaj zelo težko. Jaz mislim, da bo trajalo nekaj generacij, da se bodo stvari uredile, ker Rusi tisto, kar so zdaj zasedli, ne bodo absolutno ne bodo vrnili nazaj, kar pomeni, da bo morala nažalost Ukrajina sprejeti na neke težke kompromise. Če bi imeli bolj pametno vodstvo, kot ga imajo, bi Ukrajina pred enim letom, to je bilo aprila leta 2022, ko so bili Rusi pripravljeni za to, če se oni odpovedo članstvu v NATO in se obvežejo, da bodo nevtralni, in če bi dali maksimalno avtonomijo tem 4 pokrajinam, kjer rusko prebivalstvo živi na vzhodu, bi bili oni pripravljeni umakniti vso svojo vojsko in bi Ukrajina ostala v prejšnjih mejah. Edino vprašanje Krima bi rešili v obdobju, ne vem, 15-20 let. To bi bila z današnjega zornega kota, je to neverjetna rešitev. Ta rešitev ni več mogoča in to pomeni, da bo, jaz mislim, prišlo najprej do sprememb notranjih v Ukrajini. To se bo, Zelenski bo plačal za ceno te svoje nepopustljive politike. Že izgublja moč in oblast. Absolutno. To vojaški vrh nekako se mu upira. Jaz mislim, da je samo vprašanje časa, kdaj ga bodo zamenjali. Druga stvar je pa seveda, da bo to vprašanje odprto, da bo tudi Evropa plačala ceno. Vprašanje je, kako bo z NATO-om. Kot sem že prej rekel, če NATO, zdaj govorijo o eni politiki še zmeraj govorijo, da more NATO zmagati v spopadu z Rusijo. To je možno samo v atomski vojni, kjer pa ni zmagovalcev. To pomeni praktično, to je nemogoče rešiti in kakorkoli gledamo, morali bodo vsi stopiti korak nazaj, treba bo priti do neke varnostne strukture. Žrtve so tako velike, koliko je 500-700 tisoč ljudi je padlo, to se ne da kar tako pozabiti. To pomeni, odnosi bodo do desetletja slabi, ampak treba bo začeti sodelovati, ker veste, že Bismarck je ugotovil nekaj pred skoraj 150 leti, je rekel, da če ni stabilnih odnosov med Evropo, takrat on misli na Nemčijo in Rusijo, ni stabilnosti in miru v Evropi, in to se je danes znova pokazalo. Kar pa pomeni, da se mora Evropa osamosvojiti od ameriškega tutorstva, ker ameriški strateški interesi danes niso več enaki, kot so interesi Evrope, ker mi ne stremimo kot Evropa po neki svetovni globalni dominaciji, tako kot Amerika. Mi smo, Evropa je bila center in vir 2 svetovnih vojn, mislim, da imamo mi tega dost in da naš interes bi moral biti samo sožitje in sodelovanje z vsemi. To pomeni, Evropa se mora osamosvojiti od ameriškega tutorstva. Mora se spremeniti tudi Rusija, absolutno, in treba je vključiti Rusijo na nek način, na neke varnostne strukture. To pa pomeni, da bo to trajalo, to obdobje zelo dolgo. Podobno je seveda tudi z Izraelom. Jaz ne vem, kako se bo to rešilo. Dokler Američani ne bodo Izraelu ukazali prekini z vojno, se bo to klanje nadaljevalo. Nažalost, jaz ne vidim nobene variante, da bi se to spremenili, še posebej, ker se bojim, da bo prišlo do ustanovitve velikega Izraela, kar pomeni države, v kateri ne bo več nobenega Palestinca. To bo najbolj rasistična država po Južnoafriški republiki, ki je razpadla. To se pa dogaja tudi med drugim zato, ker
so Združene države Amerike začele izgubljati vpliv na področju Bližnjega vzhoda. Poglejte, celo Saudska Arabija se jih je odrekla, ki je bila njihov steber vsega zavezništva na področju Bližnjega vzhoda in je začela sodelovati recimo s Kitajsko in Rusijo. Američani tukaj izgubljajo in oni so ugotovili, da je edina država, ki lahko zagotovi dolgoročno ameriški vpliv in prevlado na tem področju, je Izrael. Ampak Izrael ima pa še druge nevarnosti, namreč, da lahko pride do vojne z Iranom, ker Izrael hoče Iran pokoriti, je pa dejstvo tukaj ni, da je tukaj problem tudi na iranski strani, čeprav Iran danes ne kaže nobene želje, da bi prišlo do kakršnekoli spopada, niti z Izraelom, niti z Američani, je pa Iran edina država na tem področju, ki se še ni sprijaznil z obstojem Izraela in oni imajo v vseh teh svojih aktih napisano, da je Izrael treba zbrisati z zemeljskega obličja. To je en problem. To pomeni tudi na strani Irana mora priti do določenih sprememb in Izraelci, da ta ekstremistična vlada od Netanjahu dela vse, da bi prišlo do spopada med Izraelom in Iranom in da bi na stran Izraela se direktno vpletla tudi ameriška vojska. Če bi se to zgodilo, bi posredovali tudi Rusiji, posredovali Kitajci in imamo svetovno vojno. Zato, da je to področje zelo, zelo nevarno. Mislim, da bo prišlo mislim, da bo prej prišlo do miru v Ukrajini in Rusiji, kot bo prišlo do tukaj kakšnega dolgoročnega kompromisa na področju Bližnjega vzhoda in Izraela. In kot stvari danes kažejo, bo nastala neke vrste rasistična država in jaz upam, da bo nov Evropski parlament in novo vodstvo Evropske unije bolj kritično do Izraela, ne mislim do ljudi, ampak do izraelske vlade, kot je sedanje vodstvo, ki še do danes ni izreklo besede genocid, čeprav je celo meddržavno sodišče v Hagu v svoji začasni sodbi izrazilo sum, da se na področju Gaze dogaja genocid. In je povsem nemogoče, da se toliko let potem, ko so Židi doživeli holokaust, oni so se spremenili iz največjih žrtev najhujše krnike. To je pa tak preskok, ki jaz mislim, da se ga tudi noben pisatelj ne more zamisliti v svoji zasnovi, če bi kakšen roman pisal. Skratka, prišlo je do težkih zasukov, do težkih stvari in te dve krizi, nažalost, bosta dajali ton mednarodnemu dogajanju še veliko časa. Pol imamo pa še tretjo krizo, to je pa kriza v vzhodni Aziji. Američani se premikajo svoje težišče na področje Azije, poskušajo zaustaviti za vsako ceno vzpon Kitajske, obkrožili so jo s 370 vojaškimi oporišči, gradijo vojaško zvezo z Japonsko, Južno Korejo, Avstralijo, Filipini proti Kitajski, skratka preko Tajvana. Tajvan naj bil podobno vlogo, kot je odigrala Ukrajina, skratka tukaj je pa naslednjo žarišče, ki bo vsaj tako vroče, kot je sedanje, ali pa še bolj nevarno. To pomeni, nažalost, na kratek rok jaz ne vidim nobene možnosti, da bi prišlo do stabilizacije mednarodnih razmer. Upam pa, da bo v zavesti tistih, ki vodijo svet, vendarle prevladalo ena treznost, da ne bo prišlo do spopada z atomskim orožjem, ki pomeni konec človeštva. In pa je še četrta kriza, na katero smo povsem pozabili, to je pa podnebna kriza, na katero, ki je danes samo praktično ni več navzoča, ker so se vsi koncentrirali samo na te tri krize, o katerih sem videl danes debatirala. Ta je pa terminalna, ker ko se bo ozračje toliko spremenilo, segrelo, ne vem kaj, praktično adijo mare človeštvo in civilizacija. In tukaj smo se ljudje pokazali kot neka povsem iracionalna bitja. Gospod Uroš, najlepša hvala za obisk, da ste nam, našim gledalcem, ste razširili obzorje, približeval ste se resnici, niste nekaj barval, nekaj leporečil,
Za nas, recimo verne, pomeni to, da se še bolj oklenemo Boga in tistega, kar je dobro, lepo, pravično. Na vse zadnje verujemo, da človek ima v sebi tudi večne potencijale, če tako preprosto rečemo, in da moramo stati, tako ste vi rekel, v časi krize, na svojih principih, dobrote, resnice in tako naprej, ko ste sam dejal, da želite biti, ne glede na situacijo. Veliko je stvar še ostalo odprtega, mogoče tudi vprašanje islama, migracije, ampak svet je tako velik, vse so toliko vprašanje, da seveda ne moremo vsega. Se pa priporočamo, da še za kakšno oddajo. Absolutno, ja. Po drugi strani pa vas tudi jaz iz srca priporočam volivcem, da vas podprejo na evropskih volitvah. Torej, evo, izkoriščam to priložnost in vas prosim, da na svojih upravnih enotah v občinah izpišete obrazec za podporo in ga pošljete na moj naslov, to je pa Uroš Lipušček, poštno ležeče Trzin 1236. Lepo se zahvaljujem za vašo podporo, pa tudi bilo mi je veliko čast, da ste me povabili v vašo oddajo in vam želim še veliko uspeha v upravljanju vaše odgovorne in pomembne naloge. Hvala lepa. Spoštovani in dragi, naš cenjeni gost je poudaril tudi pomembnost morale, ki je v zatonu v sedanjem svetu. Prav mi vsi, ki smo sedaj pred ekranom, pa se odločamo, da bomo spoštovali to, kar je res, kar je dobro, kar je usmiljenje, dobrota in ljubezen. In zato lahko na nek način tudi rešujemo svet, sicer po majhnih korakih. To je bil naš gost, Uroš Lipušček, pa najlepša hvala za vašo pozornost.